današnje poteka. Okay. Kar se tiče pa samega poteka današnje predstavitve, bi pa naredili, če se strinjate tako. Najprej bomo šli čez samo predstavitev, tako da res gremo čez najpomembnejše točke. Potem bomo pa imeli prostor za vprašanja. Vprašanja lahko napišete tudi v chat, tudi med samo predstavitvijo, pa jih bomo potem prebrali, pa se bomo pogovorili. Lahko se bo zgodilo, da bo kjer vprašanje malo bolj specifično, pa bo more biti potrebno ga tudi malo bolj podrobno pregledati. V tem primeru bomo se posebej slišali, pa nam boste to pisali, bomo pregledali, pa ga bomo potem tudi objavili na rubriki vprašanja in odgovori. Zdaj pa začnemo. Dobrodošli še enkrat na informativni delavnici za prvi razpis programa Impact for Values 2.0. In sicer na javne razpise za podporo delovanju mrež nevladnih organizacij pri zaščiti in krepitvi vrednot EU. Najprej samo besedo, zakaj ta razpis. Odločili smo se, da gremo prvič v razpis za podporo mrežam, ker smo ugotovili ob pripravi samega programa, da žal financiranje za mrež je skoraj da neobstoječe in zato smo se odločili, da tudi mreže podpremo v tem delu, da bodo lažje delovale. Ne bomo šli klasično čez razpis od besede do besede, ker sem prepričana, da ste ga že vsi prebrali in ga poznate. Bomo pa šli čez neke osnovne informacije in malo več se bomo potem ustavili na nekih točkah, za katere menimo, da so pomembne in tudi za katere menimo, da bi in bo najverjetneje največ vprašanj. Zakaj ne gre naprej? Samo trenutek. Aha, ok. Tehnične težave za nas, ki nismo toliko vešči tehnologij. Skratka, nekaj osnovnega v razpisu. V tem razpisu so celotna razpoložljiva sredstva 600 000, to velja za Slovenijo in Hrvaško v programu, za Slovenijo pa imamo na voljo 300 000. Razpis je namenjen formalnim in neformalnim mrežam, o tem bomo tudi več govorili, da boste dejansko razumeli, kaj smo tu mislili in kako smo si to predstavili. Čemu in zakaj je ta razpis odprt? Zato, da podpremo mrežam pri njihovih prizadevanjih pri zaščiti in spodbujanju vrednot Evropske unije. Vsak posamezni projekt ima na razpolago 60 000 evrov, in pa trajanje te podpore je 24 mesecev. Videli ste v prijavnici, da sta tako višina sredstev kot trajanje v prijavnici že določena in tega se tudi držite, bomo pa seveda več tudi v nadaljevanju o tem govorili. Sedaj pa tisti del, ki verjetno tudi vas najbolj zanima in smo tudi že dobili nekaj vprašanj. Kateri so upravičeni prijavitelji oziroma kdo se lahko na ta razpis prijavi? A vidite slajde? Ne, samo en je. Aha, ok. Pol pa bomo samo provali to popraviti. Če je kaj takega, dajte me kar opozoriti, ker jaz pol vidim čisto drugače kot vi. Ok. Ja, zdaj pa gre. Zdaj gre. Ok, zdaj bomo poskusili. A zdaj vidite? Ja. Ok, torej zdaj vidite upravičene prijavitelje, pa neformalne mreže, naslednji slajd. Vidite? Ja. Ok, super. Ja, vedno je tako, da tudi ko si pripravljam, se lahko zgodi tudi kjera tehnični škrat, tako da tukaj nimamo. Zdaj vidimo samo upravičeni prijavitelji, ne naslednjega slajda. Ja, saj zdaj smo tu, tako da je ok. Pa bomo pa šli naprej, pa vas bom vprašala. No, skratka, na razpis se lahko prijavijo formalne mreže nevladnih organizacij. Če ste razpis prebrali, ste tudi zasledili, da smo pod pogoje upravičenosti dali, da bomo preverjali v temeljnem aktu, da gre za mrežo nevladnih organizacij. Tu smo imeli že nekaj vprašanj in se zavedamo, da so specifike, kot so recimo specifike pri zvezah, in bomo tu še objavili in dodali dodatna pojasnila, kako bomo to gledali. Tako da ne se v tem trenutku strašiti te dikcije, ker jo bomo malo uskladili glede na
specifike, ki jih formalne mreže imate, ker seveda vsaka formalna mreža je v svojih članstvu tudi drugačna in različna. Ta del bomo še posebej, ko bomo uskladitev pripravili in objavili, tudi posebej opozorili in v tem delu potem bomo tudi, vkolikor bodo vprašanja specifična, lahko skupaj pogledali po primer do primer in potem videli, ali gre za upravičeno ali neupravičeno formalno mrežo. Je pa pomembno v tem delu, da veste, da formalne mreže ne morejo biti v partnerstvu. Tukaj ni partnerstva, temveč se lahko ena formalna mreža prijavi z enim projektom kot prijavitelj. Tukaj pa tudi pomembno, da pri formalni mreži je ena organizacija, ki prijavi projekt v imenu celotne mreže. Ni partnerstev. Potem imamo pa neformalne mreže. Tukaj je pa zadeva malo drugačna. Neformalnih mrež je tudi kar precej. In tukaj je pomembno, da veste, da lahko se kot neformalna mreža prijavi ena organizacija v imenu neformalne mreže, lahko se pa prijavi konzorcij največ 4 organizacij, ki pa morajo biti vse članice iste mreže. Ne bo šlo, če se bo prijavila organizacija neformalne mreže z drugo organizacijo, ki ni članica ali pa ki je članica druge neformalne mreže. Tukaj dajte biti pozorni. Ko govorimo o neformalnih mrežah, tukaj ne bomo preverjali, ker seveda ni temeljnih aktov in podobno, bo pa potrebno, če ste pogledali razpis, ob oddaji razpisne dokumentacije oziroma prijave, potrebno dodati dodatna dokazila o skupnih aktivnostih, vidnosti in prepoznavnosti v javnosti. Imeli smo že vprašanja, kako in kakšna dokazila bi tukaj pričakovali. Tukaj gre za dokazila, iz katerih je razvidno, da aktivnosti, ki jih je mreža, neformalna mreža, seveda govorimo o neformalnih mrežah, je izvajala skupaj z vsemi članicami. Tukaj ne bo dovolj, če boste vi poslali, da je organizacija organizirala dogodek in to predstavlja kot dogodek neformalne mreže, nobena druga organizacija pa ni bila zraven. Tukaj morate res biti pozorni, ko boste dajali dokazila, če ste izvajali kampanjo, to mora biti kampanja, ki so jo izvajale vse članice, ki ste jo skupaj delali, ne glede na to, kje deluje neformalna mreža, ali je to lokalno, širše, regijsko, nacionalno, kakorkoli že. Tudi tukaj ne bo veljalo, če boste dali dokazila, da sodelujete samo z tistimi organizacijami, ki ste v partnerstvu. Konkretno, če ste odločili, če v vaši neformalni mreži, ki jo imate, delujejo zgolj 3 organizacije, vseh ostalih, 15 ne dela, in se vi prijavite kot neformalna mreža s temi 3 organizacijami in boste dali dokazila, da ste te 3 organizacije naredili neko kampanjo, to ne pomeni, da je cela mreža delala, ampak pomeni, da zgolj 3 organizacije. In tukaj tudi se bo to preverjalo. Tako da res bodite pazljivi, da ko boste dajali dokazila o aktivnostih ali vidnosti ali prepoznavnosti v javnosti, tukaj res nastopate kot neformalna mreža v celoti, ne zgolj par organizacij, ki je tu aktivnih, ostale pa pač so tam zgolj navedene ali pa pač članice v številkah in je to. Kaj je tudi, se nam zdi zelo pomembno in smo tudi že dobili vprašanja, je predvsem morebiti malo zmede okrog razumevanja, kaj je neformalna mreža, kaj je pa klasično projektno partnerstvo. Ko govorimo o neformalni mreži, o nekem združenju, o nekem številu organizacij, ki skupaj delujejo, govorimo o nekem stabilnem, kontinuiranem delovanju več organizacij, ki deluje na podobnem področju. Te organizacije imajo skupna stališča, tudi objavljajo skupna stališča, skupaj se odzivajo, skupaj imajo nastop, kar pomeni, da če govorimo o kampanjah, ki jih velikokrat poudarjamo, to pomeni, da skupaj, da so vse organizacije v tej kampanji vpete. In to traja dlje časa, to ni časovno omejeno, to ni, da se bo delalo enkrat, dvakrat, pol pa ne več. Te organizacije velikokrat morajo imeti nek program, torej razlog, najprej seveda razlog, zakaj so se ustanovile, ampak tudi nek program ali pa strategijo, kako aktivnosti in slediti temu, kar je njihovo poslanstvo, zaradi česar so se ustanovile, tudi potem dejansko implementirati oziroma zasledovati.
Tukaj govorimo o programu, ne govorimo o projektnih aktivnostih. Ker na drugi strani, ko pa govorimo o konzorciju organizacij v nekem projektnem partnerstvu, govorimo pa o tem, da velikokrat je to začasno in zgolj za tisti projekt, na katerega se organizacije prijavile, ker so ugotovile neke skupne interese oziroma neke skupne cilje. Lahko se zgodi, da isto partnerstvo je dvakrat, trikrat v različnih projektih nastopa skupaj, ampak to še ni neformalna mreža. Zato, ker ko se projekt konča velikokrat, se tudi te aktivnosti končajo. Pri mreži je pa obratno. Pri mreži tudi, ko nastopi v projektu, tudi ko se projekt zaključi, še vedno izvaja svoj program. Tudi se lahko zgodi, da seveda partnerstvo preraste v neformalno mrežo. Ampak če govorimo zdaj v tem trenutku, glede na razpis oziroma glede na trenutna dokazila, ki jih boste tudi vi morali, kot prej povedano, izkazovati, ne bo tudi, če dovolj, če boste napisali, da ste kot partnersko 4 organizacije pa partnerski konzorcij neformalne mreže zgolj naredili 3 projekte skupaj. Gre za res program, torej zato, ker konstantno, kontinuirano tudi delate. Tukaj, če bo kakršnokoli vprašanja ali specifika, nam lahko tudi pišete, lahko tudi kasneje se še o tem pogovorimo, lahko pa nam potem tudi od primera do primera pošljete, pa bomo pogledali. Zdaj bom vprašala, vidite ta slajd vsebinski fokus, samo da preverim, če je vse okej. Ne, Ne vidite ga? ne, še vedno so upravičeni prijavitelji. Aha, zdaj pa je. Okej, pol bom pa kar tako pol pustila, da ne bomo se lovili, pa pač očitno se odloča moj računalnik, da ne bo sodeloval z nami, ampak vseeno, upam, da boste uspeli, da vidite. Vsebinski fokus je bil že sicer predstavljen v prvem delu, ampak tukaj bomo pač malo dlje časa se ustavili pri vsakem programskem rezultatu. V okviru tega projekta pa tudi v okviru tega razpisa pa tudi vseh ostalih razpisov, ki bodo v okviru tega programa objavljeni, imamo določene pričakovane programske rezultate. Ti programski rezultati so okrepljena zagovorniška, watchdoga, tako imenovana vloga nevladnih organizacij, drugi je okrepljena promocija in večja ozaveščenost javnosti o pravicah in vrednotah EU in pa kot novost je okrepljena državljanska vključenost pri varovanju okolja in spoprijemanju s podnebnimi spremembami. Tisti, ki ste že pri prejšnjem programu sodelovali, se spomnite, da so bile tu ranljive skupine, ampak tokrat je pa ta rezultat novost v tem programu. Pomembno. V razpisu imate tabelo rezultatov, učinkov oziroma kazalnikov. Tukaj ne bomo zdaj se pogovarjali, kaj je rezultat, kaj je kazalnik, ker to ste verjetno že vsi osvojili v vsem tem času, ampak je pa pomembno vedeti, da vsak projekt, ki ga boste prijavili, mora nujno, bom rekla, biti prilepljen oziroma mora nujno zasledovati vsaj en programski rezultat in seveda vsaj en učinek oziroma vsaj en kazalnik. Lahko jih je več, kar je super, mora pa biti minimalno en, ker v primeru, da ne bo, tudi seveda projekt kot tak ne bo sledil ciljem programa in ne bo upravičen. Sedaj pa bomo šli na naslednji slajd in sicer prvi programski rezultat. Veliko smo že govorili o zagovorništvu, tudi na prejšnjih delavnicah o razpisih prejšnjega programa je bilo veliko o tem povedano, pa vseeno mislim, da lahko gremo čez zato, da boste vedeli, kaj je tisto, kar bomo gledali v tem razpisu. Najbolj nas bo zanimalo, kakšne spremembe lahko mreža v skupnem delovanju prinese na področju zagovorništva. Predvsem govorimo o spremembi tako lokalnih kot nacionalnih predpisov. Ko rečemo predpis, je to zelo široko. Tukaj govorimo lahko o strategijah, o zakonih, o amandmajih, lahko se tudi določene lokalne predpise na ravni občine, na ravni nekih združenj. Skratka, vse, kar menite, da je potrebno spremeniti, dopolniti, uskladiti, vplivati na kakorkoli zato, da rešite problem, ki ga je recimo mreža oziroma članice mreže identificirala kot potreben neke rešitve, zaradi česar seveda se potem tudi odločite prijaviti za finančno podporo. Ko govorimo o tem delu, tukaj poudarjam, ni dovolj, da pripravite predlog, ga pošljete po mailu ali pošti odločevalcem
in rečete, to je to. Ne, ni dovolj, to ne pomeni spremembe, to ni tisto, kar iščemo in tisto, kar bomo mi tudi zasledovali. Tukaj pride seveda v upoštev in tukaj pridemo do zagovorniških kampanj, ki jih nekateri že zelo dobro poznate, jih izvajate, mogoče nekateri boste se tega lotili prvič. Tukaj vedno poudarjamo, da je pomembno, da imate zelo dobro zastavljeno zagovorniško strategijo. Ko rečemo zagovorniški strategiji, to pomeni, da tukaj se osredotočate o tem, da imate jasen cilj, kaj želite spremeniti, zakaj želite spremeniti, kako boste to spremenili, časovni okvir vaše kampanje, kaj vse bo ta kampanja vključevala, koga vse bo ta kampanja vključevala. Kampanja se ne dela iz pisarne in izpred računalnika, kampanja se dela največkrat na terenu. Ko govorimo o tem in pridemo do tega, da je zelo pomembno, da se mobilizira javnost. Zakaj? Zaradi tega, ker več vas bo skupaj, več potenciala boste imeli, več možnosti bo, več moči boste imeli, da boste dejansko tudi na neko spremembo vplivali in morebiti odločevalce prepričali, da pa nekaj ni dobro in je potrebno spremeniti. V realnosti, kot smo že videli v prejšnjih projektih, velikokrat se je zgodilo, da se je vse naredilo, pa še vedno ni prišlo do spremembe. Tudi to se zgodi, ampak pomembno je pa, da ste na poti do tja res naredili vse, kar ste lahko naredili za to, da ste vplivali na odločevalce, ne glede na to, ali gre za lokalne, nacionalne ali karkoli. Vse to seveda absolutno pomeni učinkovito akcijo, kar dejansko pomeni, da če ste uspeli, super, če pa niste, veste pa, da ste čisto vse naredili in imate podporo vseh in javnosti in organizacij. Zakaj to večkrat poudarjam? Ker je pomembno, ko greste zagovorniške akcije, je pomembno, da se povezujete. Tukaj res vsem polagamo na dušo, dajte se povezovati, dajte ne samo znotraj mreže, vključite vse članice, vse imajo svoje potenciale, ste zelo močni, ampak tudi lahko se z zunanjimi organizacijami povežete, z zunanjimi institucijami, inšpekcije, kakorkoli glede na problem, ki ga imate. Tukaj bi samo še eno stvar poudarila, če se odločite za ta programski rezultat in ko boste v projektni prijavnici oblikovali vaše rezultate, dajte biti tukaj zelo pazljivi in dobro razmislite. Namreč, zgodi se, da se v projektu v rezultatu obljubi spremembo nekega akta, zakona, predpisa, ki se mogoče že ve, da bo trd oreh, in potem se ugotovi, da se tega rezultata ne bo doseglo. To se zgodi, absolutno. Ampak ko pripravljate rezultate, vkolikor greste v spremembe, sploh kar se tiče politik in podobno, dajte biti zelo realni in dobro premislite, kaj lahko res dosežete, kaj ne. V tem primeru imejte plan B. Premislite, kaj bo vaš plan B. Kakršnakoli vprašanja, vedno se lahko vrnemo. Iz prvega gremo na drugi programski rezultat, ki je okrepljena promocija in večja ozaveščenost javnosti o pravicah in vrednotah EU. Kaj je tisto, kar bomo tu absolutno zasledovali kot program in tudi bomo si želeli, je to, da bi čim več organizacij, da bi čim več mrež spodbudili, da pričnejo z aktivnostmi, ki spremljajo kršitve. Vemo, da se dogajajo, premalokrat so ljudje dovolj pogumni, ne glede na to, ali je to fizična oseba ali je to organizacija, da se izpostavi. Dejansko se je velikokrat izkazalo, da se ne ve na določenih področjih, koliko je kršitev, in tukaj je eden izmed kazalnikov tudi spremljanje kršitev. Mehanizmi za prijavo kot naslednji okvirček kaže seveda so vse pristojne službe. In tudi tu bomo res spodbujali, da se tu čim več prijav naredi, da se ljudi opolnomoči v tej smeri, da se ljudi prepriča, da povedo, kaj se jim dogaja. Tukaj ste lahko zelo inovativni. Pri spremljanju kršitev lahko imate ogromno možnosti, kako jih lahko spremljate, lahko so to aplikacije, lahko dobite neke metode, lahko greste na teren, lahko, ne vem, pripravite kartončke, pa greste do določene ciljne skupine, pa vam lahko anonimno kaj povedo. Tukaj absolutno je precej širok nabor aktivnosti in možnosti, kako lahko v tem rezultatu zasledujete kazalnike. Tukaj pa prihajamo
do enega kazalnika, ki se bom malo mogoče dlje ustavila, in sicer tukaj imam napisano podpora strateški litigaciji v našem razpisu, pa imamo podpora strateškim sodnim sporom. Tukaj bomo tudi malo uskladili besedilo razpisa, namreč bomo uskladili besedilo razpisa tako, da bomo dali strateško litigacijo, ne zgolj sodne spore. Tukaj pač pravno gledano ni to čisto ista stvar, ampak absolutno podpiramo oba postopka, predvsem litigacijo. Zdaj, tukaj smo dobili kar nekaj vprašanj glede primerov in pa glede tudi, kakšni stroški so tu upravičeni oziroma ne. Program CERU Evropske unije ne financira stroškov postopka, kakršnihkoli sodnih stroškov, ki nastanejo v okviru postopka, ne odvetnikov, ki zastopajo osebo oziroma ki rešujejo primer. Ta del tukaj ni financiran. To, kar v tem delu financiramo, so pa krepitve zmogljivosti kapacitet. Tukaj smo tudi navedli, da so lahko to analize, da so lahko to obdelave podatkov. Zdaj, da malo konkretiziramo, da ne bo tako široko. Dala bom primer. Pri izmenjavi znanj, ki je tudi ena izmed stroškov v primeru podpore strateški litigaciji oziroma sporom, je to, da recimo se vaša mreža ugotovi, da imate primer, ki bi ga radi gradili, niste pa tega nikoli delali. Izmenjava znanj pomeni, da vi lahko dobite organizacijo ali pa nekoga drugega, ki vam tu lahko pomaga in vas tu izobraži, gre za izmenjavo praks in to je strošek. In ta strošek je tu upravičen. Tukaj recimo, ko govorimo o zbiranju obdelavi podatkov, tukaj seveda absolutno se strinjamo, tudi smo dobili že vprašanje in absolutno podpiramo. Dejstvo je, da analize kar v splošnem, da bomo mi kar napovprek nekaj analizirani v tem primeru, ne toliko da rezultata, ki ga želimo, torej morebitno graditev primera. Tu govorimo o tem, da vkolikor imate kršitve, pa ugotovite, da te kršitve bi morale ali bi lahko bile del postopka, vi potrebujete morebiti analizo, vi potrebujete mogoče obdelavo podatkov, vi za konkreten primer pripravite podatke. Tukaj lahko imate problem, recimo diskriminacijo, to ponavadi je največkrat tudi del teh sodnih postopkov. Pri tej diskriminaciji lahko imate konkreten primer na osebo, ki mogoče bo postal precedens, ampak recimo, da ta konkreten primer bi radi podkrepili še z nekimi dodatnimi podatki in informacijami, ki vam bodo pomagale, da bo primer mogoče sprožen. In to so te dejansko aktivnosti, to so te analize, to so te krepitve zmogljivosti, zato da se nevladne organizacije, mreže izobražuje o in za strateško litigacijo, da sploh se ve, kaj to je, da se ve, kakšni so postopki, da se ve, kako se tega lotiti, da se lahko gradi nek primer, vkolikor ste mogoče že bolj vešči. Seveda tukaj predlagam, ker je precej specifični kazalnik, da nekateri ste se pa lahko še prijavite individualno svetovanje in pogledamo od primera do primera, kaj ste tu mislili in potem pogledamo, ali bi bile aktivnosti upravičene oziroma ne. Tretji programski rezultat, tukaj pa govorimo, kot sem že rekel, o novosti, in to je okrepljena državljanska vključenost pri varovanju okolja s podnebnimi spremembami. Tukaj pa ste lahko res izredno inovativni. Tukaj gre za to, da pomagate oziroma da opolnomočite državljane, da sodelujejo v okoljskih politikah. Mi vsi vemo, velikokrat smo kar malo mačehovski do tega, pa rečemo, ok, to se dogaja nekje drugje, pa jaz se v to ne bom vtikal, ampak dajte tukaj biti izredno inovativni pri tem, da ljudem date tisto orodje, da lahko rečejo, ok, tukaj pa lahko sodelujem, kako lahko sodelujem, a bomo kaj spremenili, a mogoče je treba kaj spremeniti. Imamo že veliko kampanj na področju okolja, ki so bile dejansko uspešne, kot so bile za vode, ko smo imeli in tako naprej. In ljudje, ko so vedeli, zakaj gre, ko so dejansko tudi bili ozaveščeni, so tudi stopili skupaj in potem tudi se je dalo spremeniti. Tukaj velikokrat dajte, lahko razvijate tudi neke metode za varstvo okolja. Tukaj, ko tem govorimo, tukaj lahko govorimo o nekih metodah za uporabo skupnih virov ali pa pač za to, da se ljudi izobrazi, kaj pomeni zero waste življenje. Velikokrat ta beseda za nekoga pomeni,
da bo to vzelo preveč časa, ker včasih imamo že z ločevanjem odpadkov težave. Tu pa lahko dejansko z nekim inovativnim nekim pristopom lahko tudi dejansko ljudi izobrazite, da pač ne, to se da tudi v krajšem času, to vam ne bo pobralo pol dneva, da boste gledali embalaže gor dol ali pa nosili vrečke s sabo, recimo, ne. In tukaj se tudi v tem delu navezujemo tudi podobno kot v drugem programskem rezultatu, tudi tukaj imamo možnost tožb, imamo možnost sodnih postopkov, litigacije. Vemo, da na področju okolja se marsikdaj želi ali pritožiti ali vplivati na neko lokalno odločanje glede na to, da imate v okolju, ne vem, neke korporacijo ali karkoli, kar onesnažuje. Tukaj ponovno ne gre za plačilo stroškov tega samega postopka. Če, na primer, bi vi šli v tožbo v neki korporaciji, ne bodo financirani sodni postopki, postopki tožbe, odvetniška družba, odvetniki in podobno. V tem primeru, enako kot pri kazalniku sodnih sporov in litigacij, bo financirane aktivnosti. Lahko boste potrebovali neko presojo, da boste lahko zgradili primer, lahko boste potrebovali neko analizo, zato da boste imeli podatke za pripravo primera, ali boste pač zbirali neke podatke, kakorkoli. Tukaj tudi veliko lahko naredite na kampanjah, tukaj imate možnosti ozaveščevalnih kampanj, bodite inovativni pri temu, tako da res v tem delu seveda imate ogromno možnosti, če pa imate specifike, se pa seveda lahko pol na svetovanjih še dodatno pogovorimo o tem, kaj je tisto, kar vam je pomembno, oziroma kaj je tisto, kar bi vi želeli, pa vidimo, koliko in kako gre lahko to v sam program. Zdaj, še ena stvar, ki je zelo pomembna, je to, da povemo, kakšne projekte oziroma kakšna in čemu je podpora, ki jo bomo dali, namenjena. Podpora je namenjena vsebinskim temam, torej tistemu, zaradi katerega so neformalne mreže in formalne mreže v prvi vrsti sploh ustanovile. Torej podpiramo program in poslanstvo teh mrež, ne klasičnega projekta, ki je pač ugotovil, da bi zdaj nekaj naredili v 12 mesecih, pol pa ne prej, ne potem več se s tem ukvarjali. Finančna podpora je namenjena mrežam zato, da bodo lahko svoje aktivnosti izvajale, tiste, ki so res pomembne za njihovo strategijo, tistim, kateri sledimo, tiste aktivnosti, za katere morebiti sredstev ne bi mogli pridobiti, ali so jih pa začele, pa sredstev nimajo. Tukaj res ne gre za tipičen klasičen projekt, bomo vzpostavili eno platformo. To je super, vkolikor boste dokazali, da gre za pomembno aktivnost za vaš program, ne pa zgolj zato, ker bi jo pa zdaj potrebovali in bo pač trajala za tistih 5 minut, pa boste imeli neko, ne vem, dediščino ali karkoli, ki bo potem zamrla. Tukaj res bodite pozorni, ko razmišljate o projektu. To, kar je vaše poslanstvo, to, kar je vaš program, to je tisto, kar bo potem tudi ta finančna podpora bila namenjena. Pomembno je, da veste, da če boste naredili projekt, v katerem bodo osnovne aktivnosti, tako imenovane infrastrukturne aktivnosti mreže, ne bo to okej. Ko rečemo infrastrukturne aktivnosti mreže, tu pomenimo, da gre za aktivnosti, ki so zgolj in izključno namenjene krepitvi notranje zmogljivosti mreže. Koordinacijski sestanki, ker so vaše članice po celi Sloveniji, recimo strateška neka načrtovanja, zato morate potovati pa se dobiti, ali pa nekaj izobraževanja znotraj mreže, ki že poteka, pa bi radi sredstva, da to poteka še naprej. To ne bodo aktivnosti, ki bodo podprte, zato ker dejansko mi želimo aktivnosti, ki bodo mrežo ojačale, kot rečemo, oziroma ki bodo mrežo opolnomočile, ki bodo vplivale na njeno vidnost in ki bojo dale moč, da lahko vpliva na neko spremembo oziroma na širše okolje. Primer je pa tudi to pomembno, da vkolikor boste pa potrebovali za dosego cilja aktivnosti, kot smo prej omenili, sestanke ali pa načrtovanja, se lahko vključijo, vendar ne smejo biti osnovne, lahko so pa podporne in tiste, ki so nujne za to, da dosežete cilj. Primer recimo neke aktivnosti, ta tudi kot prijava oziroma projekt je ta, da lahko, ne vem, recimo delate kampanjo, in ta kampanja ugotovite, da bi jo najprej testirali na nekem lokalnem okolju, deluje, super je in jo razširite na celotno Slovenijo, recimo. To so samo zgolj primeri, na kaj paziti oziroma kaj bi lahko bilo tisto, kar lahko podpora oziroma projekt pač
podpre. Pomembno, zakaj? Predvsem zato, ker velikokrat govorimo o ciljnih skupinah in končnih porabnikah, v prijavnici vsi opišete problem, to je super, opišete njegovo rešitev, super, velikokrat so pa informacije o ciljni skupini zelo nejasne. Konkretno, želite vplivati na spremembo zakona, kdo je ciljna skupina? So odločevalci ali javnost? Ali oboje? Tukaj se je pač potrebno odločiti. Javnost je vaša podpora, torej bo v bistvu vaš partner, ni ciljna skupina so odločevalci. In obratno, tukaj morate res biti jasni, ker če boste jasni, bomo vedeli, čemu je namenjen in komu je namenjen projekt. Sicer ne bo okej. Kot je bilo že omenjeno sicer v uvodnem delu, za tiste, ki niste bili, imamo tokrat novost in tukaj sta novost dve horizontalni načeli. Vključevanje načela enakosti spolov in vključevanje mladih, v razpisu je več o tem povedano, je pa pomembno za vas, da veste, da obe načeli morate vplesti v vaš projekt, morate jih vključiti in dajte pri vaših aktivnostih razmišljati, kako boste v vaše aktivnosti vključili načelo enakosti spolov in kako boste v vaše aktivnosti vključili mlade. Še nekaj na hitro osnovnih pravil, pol pa gremo čez finance in smo že pri vprašanjih. Informativno, da naredimo recimo nek povzetek. Namenjen razpis je mrežam, tako formalnim kot neformalnim. Višina sredstev je 60.000, je določeno, ravno tako trajanje 24 mesecev, dobite 100% financiranje, ni potrebnega nobenega lastnega deleža, in dobite pavšalno financiranje. Nekateri že pavšalno financiranje poznate, nekateri ne, zato bomo tudi preleteli, kaj sploh pomeni pavšal. Pavšal pomeni, da plačila, tukaj govorimo o izplačilih vašega sofinanciranega deleža, niso vezana na dejansko porabo. To pomeni, da ne bo potrebno dokazovati porabe sredstev, ne bomo gledali računov, ne bomo vprašali po kontnih karticah, ne bomo nič spraševali, kar se tiče finančnih dokazil. Vaša naloga je seveda, da jih računovodsko vodite po zakonu, slovenskem zakonu in po računovodskih standardih. Je pa pomembno, da bodo pa plačila vezana na realizacijo ciljev in rezultatov. To pa pomeni, da bomo gledali v vaših poročilih dokazila, vsebinska dokazila, ki so vezana na rezultate. Tukaj bom poudarila, da dajte pri samem postavljanju rezultatov biti previdni, realni, in ko boste izvajali projekt, kolikor podporo dobite, dajte od prvega trenutka razmišljati, kako boste ta rezultat dokazali, kakšna vsa dokazila ste v prijavnico dali, kaj boste zbirali, ali bodo liste prisotnosti, ali bodo fotografije, karkoli bo to potrebno. Konkreten primer, če boste dali v rezultat, da boste za 10% povečali ozaveščenost o nečemu, kako boste to dokazali? Samo to, da ste vi objavili video, ne bo dovolj. Vsi vemo, da video kliknemo, pogledamo, to ne pomeni, da smo ozaveščeni. Dokazila so pomembna. Brez njih lahko tudi ostanete brez financiranja. Zdaj pa v prijavni dokumentaciji ste vsi videli, da imamo tudi finančni načrt, in pa bi se človek vprašal, zakaj pa finančni načrt, če dobimo pavšal. Finančni načrt je pomemben. Pomemben je zato, ker lahko skozi finančni načrt ocenimo, kakšni so stroški projekta glede na višino donacije. Lahko ocenimo, koliko je vaš projekt finančno učinkovit. Lahko ocenimo realnost izvedbe tega projekta. Lahko ocenimo, če ima organizacija kapacitete, in tudi lahko ocenimo, če dobimo tako imenovani value for money. Ko delate in ko boste pripravljali finančni načrt, zelo pomembno. Prvič, dajte biti realni pri oblikovanju stroškov. Če bomo dobili v finančnem načrtu, da boste za navadno spletno stran, ki jo lahko recimo naredimo, zdaj samo primer karikiram, za 5 ur dali 30, bodo finančne korekcije. Dajte paziti tudi, da pri finančnem načrtu mora biti skozi aktivnosti oziroma skozi stroške aktivnosti tudi vidno, da je denar namenjen mreži. To pomeni, da ne dobi denar samo organizacija in je to njen denar. To je denar mreže. Organizacija se je samo prijavila v imenu mreže. To mora biti iz finančnega
načrta vidno in se mora odražati, da sredstva bodo porabljena za mrežo kot celoto, ne pa samo za 3 ali pa 4 organizacije, ki bodo sodelovale pri aktivnostih. Pri finančnem načrtu in tudi v razpisu imate navedene upravičene stroške, tu so zelo podrobno navedeni v samem razpisu. Ne bomo šli podrobno čez, se pa seveda stroški, kot do zdaj v vseh razpisih, so to stroški dela, so to potni stroški, stroški nabave, stroški zunanjih izvajalcev in pa seveda 7% neposrednih stroškov. Bodite zelo, res še enkrat poudarjam, bodite racionalni in bodite gospodarni pri pripravljanju finančnega načrta, vkolikor finančni načrt bo imel korekcije in ne bo 60 000, projekt ne bo odobren. Tukaj smo že skoraj pri koncu, še pomembna informacija in ne pozabite, imamo na voljo individualna daljša svetovanja, nekaj prijav je že bilo, če ste med njimi, lahko povemo, da v naslednjem tednu bomo jih tudi vse prijavljene kontaktirali in se zmenili za termin. Na voljo so vam odgovora vprašanja preko telefona in pa preko elektronske pošte. Pomembno, svetovanje preko telefona in elektronske pošte bo potekalo do 26. maja. Po tem datumu, tudi če boste poklicali zelo obupani, da potrebujete informacijo, te informacije ne boste dobili. To poudarjam, ker se je to že dogajalo pri prejšnjih razpisih, tako da res dajte biti pazljivi. Imeli bomo na voljo rubriko vprašanja in odgovori. Vprašanja in odgovori, ki bo objavljena na spletni strani in dejansko bo tudi obsvežena v vsakem tednu z novimi vprašanji, ki jih boste vi postavili in bomo potem tudi tam objavili odgovore, tako da dajte tudi to slediti. Ta delavnica bo tudi objavljena na sami spletni strani, vkolikor boste karkoli potrebovali, kliknete pa pogledate tisti del, ki vas zanima, tako da res smo vam na voljo za čisto vse, kar boste potrebovali, vkolikor se boste odločili za prijavo na ta razpis. Mi smo prišli zdaj do konca, preleteli smo najpomembnejše vsebinske in razpisne informacije, sedaj pa smo na voljo za vprašanja. Dajemo besedo vam. Ne biti v strahu, kar pogumno. Evo, imamo prvo vprašanje. Kakšna je dinamika izplačil? Sicer je navedena v razpisu, je pa dinamika izplačil za ta prvi razpis 50-40-10. To pomeni, da 50% izplačila dobite takoj ob potrditvi projekta, potem pa imate 40% potem, ko je vmesno poročilo potrjeno in ostalih 10% ob koncu oziroma potrditvi končnega poročila. Super. Še kakšno vprašanje? Kar pogumno. Vas še kaj zanima? Ali imate mogoče bolj specifična vprašanja? Če imate, lahko pokličete ali pa pišete na podpora.ceru, pa bomo potem pogledali. Več bo treba, okej. Okej, gremo po vrsti. Imamo vprašanje od Med Trdin. Mi se zavzemamo za odpravo zavzoslovij v učbeniku, več bo treba o tem povedati. Predlagam, da se slišimo po telefonu, ker bi rabili malo več informacij. Samo tako, kot je tako napisano, je premalo, da bi lahko zdaj rekli, je okej. Tako da tukaj predlagam, Med Trdin, da pišete na mail, pa pogledamo malo več projektnih idej, kaj bi, pa kaj ne bi. A velja? Metka? Imamo primer sodelovanja med organizacijami, ki se doslej nismo opredeljevali kot mreža, a si skupaj že dalj časa prizadevamo za spremembe na področju.
Metka, to žal je projektno partnerstvo. Vkolikor niste neformalna mreža in ste tu sodelovali v samo projektih, recimo, je pač to neupravičeno. Lahko pa malo bolj opišete, kako pa kaj, in se pol vidi. Ampak tako, kot je tukaj napisano, žal, vkolikor to ni opredeljeno kot neformalna mreža, potem ni upravičeno. Ampak je to projektno partnerstvo pač za določen projekt. Tako, ja, kot ne. Tako, Metka, ali se to šteje kot ne, potem, kot ste, ne, tako kot sem zdaj rekla. Tako kot je opisano, je v bistvu to. Ok, gremo po vrsti. Saj lahko tudi poveste. Nina, če sem prav razumela, boste Zvezdo družbo preverjali dodatno. Tako od Zvezde, za Zvezde bomo dali dodatno pojasnila, kaj bomo preverjali, tako da boste o tem tudi obveščeni. Če je kakšna specifika, bomo tudi pol še posebej pogledali. To velja za formalne mreže, tako da ja. Pol pa imamo Saro. Torej, znotraj lokalnega okolja smo pravzaprav edina organizacija, ki res pritiska na odločevalce, zaradi tega smo dokaj osamljeni ter izolirani. Kako postanemo del neke aktivne ter progresivne mreže? To je vprašanje v bistvu za vse udeležence danes. To je pisala Sara Bajec, tako da jaz predlagam, da se mogoče, če se kdo v tem prepoznal, da se pokontaktirate med seboj. Sara, je pa kot predlog mogoče to, da se predvsem, ko boste iskali ali pa bi želeli biti del neke mreže, da poiščete, katere morebitne mreže na področju, ki ga vi da imate kot seveda zagovorništvo oziroma kot tisti del, ki pritiskate na odločevalce, in vidite, če imate s katero od mrež podobne vsebine, teme ali pa vizijo, in se potem tam članite. Mreže načeloma vse imajo možnost članstva, tako da tukaj bi predlagala, da poiščete vam podobno tematsko mrežo in se vanjo vključite. Še enkrat apel vsem, ki ste danes tu, da mogoče, ali pa Sara, če pogledate te, ki so prijavljeni, pa jih mogoče pokontaktirate, da se med sabo povežete pa najdete. Ok, da vidimo zdaj, vas je kar nekaj. Ja. Ok, gremo naprej. Darja, ali članstvo ene NVO v drugi NVO pomeni mrežo? Darja, to iskreno ne razumem najbolje. Kako je mišljeno članstvo ene NVO v drugi NVO? Tako da tukaj, Darja, bi prosila, če lahko more biti to vprašanje, nam pošljete na... Ja, a lahko kar povem. Lahko. Mislim, smo ženska nevladna organizacija in smo vključeni še v drugo žensko nevladno organizacijo. A to, če smo člani, lahko štejemo kot mrežo ali ne? A še kaj ni jasno. Če tako kot ste povedani, ste vi vključeni v dve organizaciji? Ja, sem v eni organizaciji, ampak kot ta organizacija smo vključeni, smo članice še druge, recimo ženski lobi. Aha, ok, no ok, dobro, to pač je bilo treba razjasniti. Tukaj, ja, če je ta druga organizacija je mreža in je to, ste vi člani te mreže, katere pač predstavlja, potem je to ok. Vseeno pa mogoče predlagam, da vprašanje pošljete, pa ga bomo dali pol tudi med vprašanje in odgovori, kar bo verjetno marsikomu še pomagalo, pa pogledamo prav specifičen primer. Hvala. Ok. Marjana, razpis za male organizacije ima morda pogoj minimalno 3 leta delovanja, saj tega nisem zasledila, hvala. Tega pogoja ni, zato ker to ni razpis za male organizacije, to je razpis za mreže. Zato tega pogoja ni. Tako da, Marjana, ta razpis ni za posamezne organizacije, individualne organizacije, ampak za mreže, kar pomeni, da tukaj govorimo o več organizacijah, ki so združene in članice neke mreže. Razpis za male organizacije bo bil pa 3. razpis tega programa, kar smo tudi predstavili v uvodu, in predvidoma bo konec tega oziroma začetek naslednjega leta objavljen. Toni, v februarju smo imeli ustanovno srečanje mreže za okoljsko prostovoljstvo. Na srečanju smo se dogovorili, da zaenkrat mreža ostane neformalna.
ter da naša organizacija prevzame aktivnosti za organizacijski razvoj mreže. Aktivnosti so potekale v tej smeri, bo to priznano kot aktivnost mreže. Če je ena organizacija, vi ste v bistvu te organizacije, te aktivnosti, ki ste jih kot organizacija prevzela, so aktivnosti za organizacijski razvoj. Torej, v bistvu se mreža vzpostavlja. Vi kot mreža še nimate nekih skupnih vidnih aktivnosti ali dokazil, da bi karkoli na tem področju delali. Tako kot je napisano v tem trenutku, najverjetneje to ne bo priznano kot aktivnost mreže, ker gre za notranje kapacitete organizacijski razvoj, ne pa za vidne aktivnosti mreže v nekem kampanjskem javnem nastopanju kot skupaj. Vseeno pa, dajte preveriti dokazila, pa lahko pol podrobno pogledamo, če lahko oziroma kaj bi lahko prišlo v poštev. Zaenkrat, tako kot je napisano, je odgovor, da žal, glede na to, da ste šele ustanovljena in imate svoj organizacijski notranji razvoj, nimate še zunanjih aktivnosti mreže in v tem primeru pač ne bi bili všteti kot upravičeni. Torej, Zveza društev šteje kot formalna zveza, da, Zveza društev bo štela kot formalna zveza in bomo tudi dali pojasnilo, kako bomo to interpretirali, tako da boste lahko tudi preko pojasnila, ko boste gledali upravičenost, najdli razlago in je okej. Imamo še kako vprašanje? Še eno vprašanje. Kaj pa mednarodne mreže, ki imajo CEDEX v Sloveniji? Ne gre zgolj za ustanovljene, registrirane mreže v Sloveniji. Tako da to. A lahko kar vprašam, ker očitno se nismo dobro razumeli, Nina tukaj. Ja, živja. Živijo. Se pravi, organizacije, ki imajo sedež v Sloveniji in so registrirane v Sloveniji na upravni enoti, ampak delujejo mednarodno, se pravi, da imajo tako slovenske kot mednarodne člane, a to šteje ali to je izključeno? To bi pa jaz zdaj morala preveriti, to je pa zelo specifično vprašanje. Pa bi Nina prosila, če lahko to kar na podporo vprašanje napišete, pa bomo ta primer specifično preverili, pa potem odgovorili, pa dali med odgovora pa vprašanja, če vam je okej. Ja, hvala. Super, ni problema. Imamo še kakšno vprašanje? Če ni, pol pa bi na tej točki res vas še enkrat spodbudila, da greste mogoče čez razpis, pa če bo še dodatno vprašanje, dajte nas res kontaktirati, za karkoli smo tu. Rada bi se vam zahvalila za vašo udeležbo. Upamo, da smo vam pomagali, pa da smo vam razjasnili mogoče nekatere stvari. Tudi vem, da veliko novih vprašanj, ampak kakorkoli vseeno, da smo vam pomagali. Tako da pol v bistvu bi se na tej točki zahvalila v imenu CMVS-a in tudi v imenu celega konzorcija tega programa. Tako da hvala, Sara, hvala za pohvale. Tudi predstavitev bo na voljo na spletni strani, tako da tudi PowerPoint boste dobili. Še enkrat se opravičujem za pač tehnične, ampak vseeno smo uspeli, smo izpeljali do konca. Tako da hvala še enkrat vsem, srečno, če bo karkoli, vabljeni pa da nas kontaktirate. Tako da hvala vsem, srečno. Hvala vam, adijo. 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 Ja. Adijo.